Živijo in pa lep pozdrav, danes je še posebej en tak krasen dan, ker danes je dan, ko poberemo Flokstarja. Flokstar je bil zdajle kakšen teden v Škofji Loki pri tak kreativu, ker se je lepo oziroma dobil je čist nov vrep. Vrep je pa tak, da bo kar zelo močno opazen na cesti, pa da namo preveč dolgo vezali, se vidimo kar tam. Jaz sem ga zdajle za sekundo videl, ker nisem vedel, da bo zun parkiran. Avto je zelo zelen. Hudo. Jaz sem res ultra zadovoljen, kako je tole izpadalo. Pri tem kreativu so mi naredili vse od dizajna, pač idejo sem jaz nekako podal, neke okvirje, kaj bi rad. Oni so mi zrisali komplet dizajn, pa pol tudi avto polimali. Dajmo se zdaj vrniti malo nazaj. Takole je avto zgledal, ko se ga je slekal, takole je izgledal zadnji predlog dizajna, pa je bil pa čas, da se razreže folijo, spuca avto in pa prštima vse, da se polima. Razrezano folijo z magneti pritrdimo na avto, pa se pa že lahko počasi lotimo detajlov. Imam pa še par fotk, kako je zadeva vmes izgledala. Evo, gleda je fotka od strehe, od stebrička, od sprednjega odbijača, gleda res izgleda kot Tesla. No tole je pa že končen dizajn. Ampak še preden si orenka avto pogledamo, ga moram pa še spucati, ker manjka še en zelo pomemben detajl klele gor. A ga boš loso? Boš. No to dajo zraven. Aha, že vas faka. Ja, po moje že po pot malo puhla pu. Ja, nisem pa povedal, kaj bomo delali. Danes bomo na gume nalepili napise za gume. Ja, tako kot imajo formule, a veš. Gume je treba zdaj spucati pa razmastiti. Evo, začela sva v bistvu s tem Razorjem, ki naj bi bil kao nek intensive oil pa polish cleaner. Pa sva mislila, da sva že kar blizu, ampak pa Jure tale nitro gor zategnil. Pa še 4-krat bolj črnoven potegnil. Tako da tole bo odgovor na naše, ko bi temu rekel, pobožne želje. Ej, ko gre to črnoven. Pa sva že prek fest z unmule Razorjem kao spucala. Tole je samo kanto zagonem. Z nitrotom sva šla čez vsako gumo saj 8-krat, pa sem se pa jaz lotil še tele laske počupati. Pol sem pa vzel še zelo fin šmirgel, zato da se celo bočnico malo pošmirgla, da odpre te pore v gumo, zato da lim bolj prime. No in koliko se sicer kaj vidi, ampak do tlele je više pošmirglana, klepa ni še, tako da jo še malo bolj zamatira, da v ta grip pač res močen, no, da ko bomo dal gor, da bo res dober prijel. Evo, tale feltna je zdaj prštimana. Najprej smo jo orenk spucali, razmastili, tele nitke smo dol pocufali, zbrusali, pa še enkrat orenk z nitrotom ubrisali, tako da tole je zdaj prštiman, da začnemo dajati gor nalepke. Evo, pa v bistvu vzameš kar takole, dobiš nalepko in jaz jih ponavadi dam, no in če je kle Michelin napis, dam valjda pol tudi tle Michelin napis čez, pa vzamem kar navaden tale malarsk trak, ali pa kakorkoli mu rečete, da jih takole, da si pač dizajn prštimam, da imam res šablono narejeno, zato ker lim se res hit suši, zato da točno veš, kam moraš zadevo nalimati. Pa dajmo zdaj kar celo prštimati, pa se pa lotimo limanja. Nalepko pozicioniraš, je fajn, da jo pa še takole pritisneš za ne 30 sekund, zato da res po vseh vogalih prime tako, ko se zagre. Evo, vse 4 gume so zdaj polimane, zdaj bo pa avto ostal takole v luftu naslednjih 24 ur oziroma do jutra. Načeloma bi se lahko že po 1 uri kao vozil, ker naj bi bilo že dovolj trdno, ampak priporočajo pa, če hočeš res neko dolgotrajno obstojnost, da pa avto takole lepo noter, na sobni temperaturi, pa če se le da na dvigalu, še počaka naslednjih 24 ur. Tako da Flokstar prespi danes klele pri kadilcu, jutri pa pol zares naredimo proper posnetke, ker to je bil en tak zadnji detajl, ki sem ga hotel še imeti na avtu in nisem hotel pač
prej snemati, dokler ni res. Zdaj je ta nov dizajn v celoti zaključen. Pa je končno ugledal ta nov dizajn tudi tole luč sveta, čeprav je avto vsran Marija dobro zgleda. In zdaj mislim, da je cajt, da spustimo en proper banger edit. 3, 4... No in evo ga, Flogster končno v ta novi preobleki z vsemi detajli, tako da to je zdaj to, kar se tiče vizualne podobe Flogsterja za sezono 24. Meni je res všeč, da smo se odločili za tale fade. V bistvu želja je bila, da naredimo nek tak Rally inspired livery, pa nismo hoteli skopirati kakšnega legendarnega, da bi, bom rekel, sam preselili tisto idejo na avto. Hoteli smo, da spominja na Rally, ampak da je še vseeno, bom rekel, to en tak modern, pa svoj dizajn in jaz mislim, da nam je res dobro uspel. Nač pa pojmo na hiter še en krog okoli avta, se pravi, tako kot smo že rekli, barva se prelije iz zelene pa nazaj v črno, potem imamo pa tukaj v bistvu v zadnji še en tak fleten detajl, da se nekako, bom rekel, ta zelena tema zaključi na celemu avtu. Zdaj, v zeleno smo šli seveda tudi zato, ker me tudi letos podpirajo pri MOL-u. Pa meni je zelo všeč, ker je bil tudi prejšnji RS, se pravi Mark II s 5 cilindri, v zelo podobni taki zeleni barvi. In se mi zdi, da jim ta zelena res ful paše. No, jaz sem toliko zadovoljen, da smo se odločili za to kombinacijo in kot celota pač res hudo izpade. Nalepke smo pa tudi uspešno nalimali, zdaj se že ne 3 dni vozim, pa še nič ne štrli oziroma nič še ni začel preč leteti, tako da to je dober znak. Nisem pa hotel imeti sam plain barve, se pravi prehoda iz zelene v črno, želel sem si imeti tudi neko teksturo, pa neke oblike, da še malo bolj razgibajo ta dizajn na avtu. Sploh všeč mi je, kako je ratala tale cifra, ker se mi zdi, da ta prostor za štartno cifro je en tak ključen element, kad delaš dizajn oziroma livery za rally avto, oziroma v tem primeru rally inspired avto. Se mi zdi, da nam je ful dobro ratal, ker se še zmeraj razume, oziroma tisti, ki se zastopna to ve, iz kje izvira, še zmeraj pa zgleda zelo moderno. Pa imamo pa še par takih malo bolj skritih. Tlele noter je še enkrat cifra 37, pa noter tudi na strehi v temu prelivu. Tako da bom dal zdaj en kader iz drona gor, ker drugače je zelo težko, da opaziš. In meni je ful všeč, da je na avtu tudi par takih easter eggov, ki navejo vsi za njih. Tako kot sem že prej omenil, MOL je letos moj generalen sponzor, tako kot lani, in sem res vesel, da smo to sodelovanje tudi nadaljevali v letošnjo sezono. Tukaj so pa še vsi sponzorji navedeni, se pravi MOL, tako kot smo že rekli, Rotiforum, to so tudi feltne, ki jih lahko vidiš na avtu. Jaz sem v bistvu uvoznik za te platišča. Vinyl Spec tudi že poznate, to je v bistvu tale nalepka gor na šipi, personalizirana. Tale logo vam je pa mogoče malo novejši, pa ga vidite tudi na moji kapi. In na tej točki bi rad ful z veseljem povedal, da to je v bistvu moj podpis in pa logotip moje, bom rekel, nove znamke, ali pa kakorkoli bi to rekel. Nekak znamke, kjer boš najdel od zdaj naprej moj merch, se pravi take kapce, take štumfe, tako lepo na venske paše, razne zapestance, dišave za avte, posterje, vse v zvezi z avtomobilizmom, z mojimi avtomobili in pa nasploh ena taka lušna trgovinca za petrolheade. Zamenil se je pa tudi tale banner na sprednji šipi in zdaj boste opazili, da gor piše Flat Out True Life. To je pa v bistvu moto te moje znamke oziroma nasploh mojega lajfa, tako da tudi to zadevo boste videli na majčkah, na kapcah in tako naprej. Poanta tega pa je, da je to neko načelo, po katerem tudi jaz živim, in kar hočem sporočiti je to, da česarkoli se lotaš, ali je to šola, ali je to biznis, ali so to avtomobili, karkoli že to je v tvojem lajfu, se tega lot res 120%. Tako da, tako kot klele piše, majster sam flat out čez življenje.
pa je umetnina od motorja poezija. Je to kačo, kam gremo zdaj? Čakaj zdaj, da se obrne. Je to. Kera lepa cesta. Zdaj, tle sem se že pelil, ampak že dolg ne. Vidim, da je še sneg. Kaj da bi se zvenilo. Vsak smo šli po svoji trasi, pa kle na parkingu se dobimo, evo, pa vsi naenkrat pridemo. Tole je bila ena od naših umestnih postojank, toliko da malo noge pretegnemo, kakšno rečemo, smo bili pa to rundo res kar pisana druščina, vse Japonci, Američani, Nemci, superkari, hot hatchi, you name it, res prima, no. Evo, pa smo v Vajdušen, to je bil zelo slab naglas, ampak ja, v Vajduščino smo prišli, no. Tle smo se še ustavili na pici, poglej ga Šelbel, kako je fest. Po smo pa že našo pot nadaljevali po stari cesti proti obali, kjer so se pa začele stvari malo bolj zapletati. Mi se peljemo normalno po omejitvah v koloni en za drugmu, na kar nas prehtita dva policaja na motorjih in nas seveda tudi ustavijo, kjer so nam razložili, da nas pa že en lep čas spremljajo s helikopterja. Jaz sem mislil, da to obstaja bolj v Ameriki pa v GTA igrcah, ampak zdaj veš, da imamo to tudi v Sloveniji. Moram pa reči, da sta bila to rundo policaja izjemno prijazna pa razumevajoča do nas, bom rekel, petrolheadov, ampak valjda, če ti s helikopterja javijo, da sem jaz naredil prekršek, so me oni dolžni ustaviti. Pa da zelo na hitro razložim, zakaj so nas ustavili. V bistvu jaz pa še ne par avtov smo prehtevali čez polno črto. Zakaj pa smo prehtevali čez polno črto? To pa zato, ker je bila omejitev 90, cesta je bila res zelo lepa in pred nami se je en Italijan vozil 60 in ker je bilo frej, smo šli valjda čez. In tudi jaz priznam, ja, čez polno črto se ne sme prehtevati in tudi tukaj priznam valjda svojo napako. Ampak zdaj te pa nekaj drugega vprašam. Kam se gremo lahko avtomobilisti pa motoristi za vikend peljati čistko malo za dušo, da sprehodimo tele naše igrače, ker v Sloveniji nimamo nobenega primernega dirkališča, nobenega primernega prostora, tudi dogodke, ki jih delamo za amaterske voznike, za tovrstne avtomobile, da lahko zapremo cesto, tudi tukaj je izvedba zelo težka, pa ne bom šel zdaj v te detajle, zakaj. V glavnem, v Sloveniji, če imaš tak avto ali pa kakšen malo bolj športen motor, jaz res ne vem, kam se daš. Ker tudi nas, kaj je bilo 10-12 avtov, mi že pred restauracijo ali pa na pumpo težko parkiramo. Pač nimamo svojega prostora. Ta prostor imajo vsi, smučarski skakalci, pohodniki, kolesarji, z tunika spadali skačejo, unika imajo avione, praktično vsi. Avtomobilisti pa motoristi smo pa v Sloveniji nekako, ne vem, izobčeni, vse države okrog imajo dirkališča, sam mi ga ne moramo imeti. A ja pa še nekaj, v zadnjem mesecu sem se dvakrat peljal po ta stari cesti do obale in dvakrat sem bil ustavljen s strani policije. Praktično patrulje in radarji so na vsakih 5-10 km, pa res nimam nič proti policajem, ker je prav, da delajo red na cesti, ker red na cesti more biti, ampak kar hočem povedati je to, da rabimo dirkališče. Zato sem jaz pripravil zdajle kar že peticijo in v spodaj pod temle videom najdeš link in v bistvu v svojem imenu glasuješ za to, da res Slovenija rab dirkališče. Zdaj jaz za tem ne stojim sam, za mano je še kar par zelo močnih entuzijastov in pa profesionalcev iz motošporta, s katerimi si želimo to našo željo po dirkališču pripeljati kar zelo daleč, kar zelo visoko medije, seveda z željo, da Slovenija dobi dirkališče. In jaz verjamem, da bi tak dirkališče zelo veliko prinesel tudi k varnosti na cesti. Tudi policaji bi bili precej bolj veseli, če bi imeli mi, pa motoristi, pa bom rekel vsi skupaj kot navdušenci nad motošportom, nek prostor, kjer bi lahko uživali s tem svojim igračem. Zdaj pa, če tudi ti misliš, da Slovenija rabi malo bolj konkreten dirkališče, kakor center varne vožnje na Vranskem,
Klikaj spodaj na link, pa oddaj svoj glas, če boš pa še kakšnemu friendu povedal, bomo pa sploh toliko bolj veseli. Zdaj cajt, da kar community stop skup, ker glas enega ne bo dosti močen, če se pa cela Slovenija skup nabere, je pa ta glas toliko močnejši. Tako da evo, to je prvi korak k slovenskemu dirkališču, seveda bom v kratkem objavil še kaj več na to temo, to je pa to za danes, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!